hvala tudi vama dvema, ki sta prišli. Lep pozdrav tudi profesorju, dr. Čebulju. Poglejte, jaz v zadnjem času precej hodim, pa ne samo v zadnjem času, ampak tudi sicer precej hodim po Sloveniji, se pogovarjam z ljudmi in bom rekel, ljudje izpostavljajo v največji meri dve temi. Dva področja, ki sta očitno tista, ki ljudi seveda najbolj tare. To je prvič socialna pravičnost in druga tema je seveda pravna država. Ne počutijo se dobro, ne zaupajo pravni državi, celo trdijo, da ni pravična. In ob vsem tem bom rekel zdaj, kar se na nek način poskuša politiki očitati, da vrši pritisk na pravosodje, na pravno državo, jaz vendarle rekel, da tega sam ne želim početi. Ampak sem bil izvoljen za poslanca in naloga poslanca in dolžnost poslanca, odgovornost poslanca je, da pač te informacije in to vedenje, ki ga dobiva v stikih z ljudmi, da to prenaša naprej. Jaz mislim, da je to lahko samo dobro, da je lahko to osnova ali pa za izboljšanje in to je tudi moj namen. Skratka, izboljšanje učinkovitosti pravne države, ki očitno ni zadovoljiva in je takšna, da ne prepriča ljudi. Na vseh področjih, na vseh segmentih pravne države bo potrebno storiti bistveno več, da bomo vsi mi, najbolj pa seveda ljudje, dobili ponovno zaupanje, da ta pravna država deluje. Jaz seveda ne želim pavšalizirati, ker je to nekaj najslabšega, kar se lahko zgodi. Ne želim tudi, da ljudje pavšalizirajo politiko. To nikoli ni prav. Tako da ne pavšaliziram, ker vem in se zavedam, da je tudi med sodniki, med tožilci, da ne bom omenjal še koga drugega, veliko takih, ki so odlični, ki so dobri, ki so vrhunski strokovnjaki in ki svojo delo opravljajo vrhunsko in odlično. Pa vendarle, seveda tisti segment, ki ne deluje, ki ni učinkovit, seveda daje potem slabo luč za celoten sistem. Navedel bom en primer kot odraz, ki kaže na to, da učinkovitost ni najboljša, je primer čiste lopate. Spomnili se boste, da se je zadeva začela za časa mojega ministrovanja. Takrat so bile aretacije, dogajalo se je marsikaj. Sam sem takrat ukrepal takoj. Moj ukrep je bil, da sem zamenjal takrat direktorja kontrole zračnega prometa, ki pravzaprav pri tej celotni stvari ni imel nič, je pa bila udeležena njegova firma. Medtem so minila leta, več kot 3 leta in primer še ni prišel do konca, epiloga nimamo. Jaz seveda se ne spuščam v to, kakšen bo epilog, kakšne bodo obsodbe, če bodo, to me ne zanima. Zanima me učinkovitost, ki se skozi ta primer kaže, da ni najboljša. Vzporedno je v Nemčiji potekal proces na isto temo, ki se je zaključil v nekaj mesecih, zgodba je dobila epilog, plačane so bile kazni in zgodba je bila končana. Torej, to lahko bi navedel še nekaj primerov, pa ni potrebno, ker jih vsi vsakodnevno spremljamo. Lahko bi navedel primere iz gospodarstva, kjer se stečajni postopki in drugi postopki insolventnosti vlečejo do konca, do kraja in preprosto ni mogoče priti do konca. Zaradi tega propadajo gospodarski subjekti in tako naprej. V Slovenski ljudski stranki smo prepričani, da je eden od ključnih vzvodov ali pa instrumentov, ki ga imamo na razpolago, da izboljšamo to učinkovitost.
da je odzem trajnega sodniškega mandata in vzpostavitev mehanizma, ki bo omogočal seveda obnavljanje tega mandata daleč stran od politike. Trdim in zame je neodvisnost sodstva seveda sveta stvar in sveta stvar mora tudi postati in tu ni nobene dileme. Država mora vzpostaviti učinkovite instrumente za uveljavljanje pravne države na vsakem koraku in za vse enako. Nočemo dveh pravnih držav. To, kar se je mogoče kazalo skozi nekatere primere in bi ravno tako lahko konkretne primere navedel, kjer so ljudje dobili občutek, da vendarle dve pravne državi obstajate in mislim, da sem bil sam prvi, ki sem na to tudi na nek način opozoril. Zato Slovenska ljudska stranka v svojem delovnem načrtu želi odgovoriti tudi na te instrumente, ki jih država mora imeti učinkovite, da se lahko bori za pravno državo. V Slovenski ljudski stranki bomo v naslednjem mandatu, koliko nam bo to dano, uvedli in organizirali finančno policijo do 1.6.2013. Mislim, da to na osnovi vsega tega, kar smo videli v zadnjih letih, potrebujemo in to nujno. Druge dve zadeve, torej druga dva instrumenta, ki sta pomembna, povečali bomo pooblastila Računskemu sodišču in protikorupcijski komisiji. Računskemu sodišču v smislu prekrškovnega organa in v smislu neposredne izvršljivosti njegovih odločitev in nekaj podobnega tudi za protikorupcijsko komisijo. Skratka, država mora imeti na razpolago instrumente, s katerimi se bo borila proti organiziranemu kriminalu, proti korupciji in tako naprej in tako dalje. Ta dva brez zoba tigra, kot ima jaz pravim, govorim o Računskem sodišču in protikorupcijski komisiji, morata dobiti tudi zobe, da boste lahko koga ugriznila. Ne samo, da, kot se temu reče, lajata karavana, pa seveda mirno teče mimo njiju. Izpostavil bi še eno pomembno področje, ki jo vidim tukaj pri nadgradnji učinkovitosti pravne države. Seveda je tu pomembna vloga tudi politike. In jaz trdim, da se slovenska politika mora osamosvojiti. Tako finančno, kot tudi sicer. Torej, jaz trdim, da mora biti politične stranke financirane izključno in samo iz državnega proračuna, in da so vsa ostala financiranja preprosto prepovedana. S tem dosežemo neodvisnost politike od omrežij, od ljudi iz ozadja, od gospodarstva in tako naprej in tako dalje. To seveda ne pomeni, da politika ne sme prisluhniti vsem v tej državi, to ne pomeni. Pomeni pa neodvisnost in potem seveda presojo posameznih zadev na osnovi svojih lastnih neodvisnih odločitev. Trdim, da potrebujemo več države in ne manj države. Potrebujemo državo, ki je močna, ki se odloča suvereno, da ni talec nikogar, zato pa mora imeti inštrumente. Prave inštrumente, ki jih bomo v naslednjem mandatu spostavili, seveda vključno tudi z učinkovitim pravosodnim sistemom, če temu tako rečem, kar pa menimo, da je odgovor na to odzem trajnega sodniškega mandata. Toliko z moje strani, jaz bi prosil sedaj še profesorja Čebulja, da morda doda v tem segmentu še svoje razmišljanje. Absolutno. Ja, hvala lepa, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Morda bi se navezal na
tisto, kar je v uvodu povedal tudi minister Žerjav. Namreč to, da ko hodi po terenu, sliši glavnem dve temi. Eno je socialna pravičnost, drugo je pravna država. V bistvu eno brez drugega pravzaprav ne more učinkovito delovati. Tudi ni naključno, da je v slovenski ustavi v istem členu zapisano, to je v drugem členu, da je Slovenija pravna in socialna država. Namreč v okvir te socialne države gre velikokrat za neke pravice, ki so za velika posameznika eksistenčne. In seveda, posamezniki, ljudje spremljamo tudi takšne primere, kot je omenil predsednik, čisto lopato, pa če še tudi vse te najbolj aktualne, odmevne primere sodne, da jih ne omenjam. Ampak teh predvsem spremljamo. Včasih se nam kaj v zvezi z njimi ne zdi prav, se upira nekako našemu čutu pravičnosti, ampak to je ena plat. Drugo pa je, ko to pravno državo in pa njeno delovanje občutimo na lastni koži. In smo pač v obdobju, v nekem času, kjer se pač ravno ta pravna država občuti na koži tistih, ki so, recimo, kot bi temu lahko rekli, v tem obdobju najbolj ranljivi. To je pa tisti, ki potrebujejo, če lahko tako rečem, neke storitve socialne države. In ni seveda naključno, da je Evropsko sodišče za človekove pravice takrat, ko je tudi Slovenijo obsodilo zaradi predolgega sojenja v tistem znanem primeru Lukenda, med drugim zapisalo, če tako prevedem, da ne bom govoril po angleško, da je prepozna pravica odrečena pravica. In v zadnjem času seveda se veliko govori o učinkovitosti sodstva. In dejstvo seveda je, da je učinkovito sodstvo temelj pravne in po drugi strani tudi temelj socialne države. Ko pa govorimo o sodstvu, pa seveda ne smemo vsega nekako metati v isti koš, ampak je treba kljub temu posebno pozornost posvetiti prvostopenjskemu sodstvu. Kajti prvostopenjsko sodstvo je tisto, ki prvič odloča o neki moji pravici, o neki moji obveznosti. Vsa ostala sodišča, drugostopenjsko, se pravi višje sodišče vrhovno, odloča potem samo še o pravnih sredstvih, zoper to prvostopenjsko odločitev. In zaradi tega je zelo pomembno, da se poveča učinkovitost prvostopenjskih sodišč. Poveča pa se lahko samo na ta način, da bodo že na prvi stopnji sodili sodniki, ki bodo dejansko sodili. To je tisto, če se spomnite, o čemer je pred leti že govoril profesor Bučar, ko je na enem od dnevov pravnikov dejal, naši sodniki so tehniki, ne sodijo, ne uporabljajo zakona in ne odločajo vsebinsko, samo skušajo pač tehnično odločati po nekih navodilih, ki jih najdejo v členih. Velikokrat v zvezi s tem seveda se pojavlja tudi vprašanje trajnega sodniškega mandata. In jaz osebno in pa seveda tudi stranka, ki jo vodi gospod Žerjav, se pravi Slovenska ljudska stranka, smo nekako prepričani, da je lahko eden od mehanizmov učinkovitosti prvostopenjskega, zlasti prvostopenjskega sojenja, tudi ukinitev trajnega mandata sodnikov, tako kot je zdaj zapisan v 129. členu Ustave. Seveda, tukaj ne gre za neko revolucijo, ampak gre pravzaprav za nadaljevanje nečesa, kar je bilo že začeto, o čemer se je v tej državi že razmišljalo, pa je bilo potem pač opuščeno zaradi tega, ker ni
bilo dovoljšne večine za ustavne spremembe. Leta 2004 se je že prvič razmišljalo o tem, da bi spremenili v ustavi vsebovano določbo o trajnem sodniškem mandatu, takrat s tako imenovanim poskusnim mandatom. In to seveda je tudi ideja, ki je vsebovana v programu oziroma v, kot pravi predsednik Žerjav, delovnem načrtu Slovenske ljudske stranke, se pravi v relativno kratkem času doseči ukinitev trajnega mandata, zlasti predvsem na prvi stopnji. Višje sodišča in pa Vrhovno sodišče v tem smislu niti ni problematično. Na prvi stopnji je pa seveda problematično kaj? Na prvi stopnji je problematično to, da lahko nekdo postane sodnik z 30 leti, potem ko opravi pravosoden izpit in ima 3 leta delovnih izkušenj na pravniških delih. Torej niti ne v pravosodju. In da bom malo ilustriral, tak sodnik lahko dobi na mizo zadevo Patria, recimo. Ali pa, če šte čisto lopato, ali pa kakšno drugo. In to je tisto, kar je problem. Zato bi kazalo imeti najprej omejene mandate in šele potem po prvem ali pa celo drugem mandatu možnost izvolitve v trajni mandat. Ker s tem in v času omejenega mandata bi pravzaprav sodnik bil v nekakšnem takšnem položaju, kot je zdravnik stažist, ko se navaja na sojenje, ko ne dobi takoj operacije srca, ampak začne slepičen, da tako rečem. In to je tisto, kar je bistvo tega predloga o ukinitvi trajnega mandata. Zdaj, tisti, ki me morda poznate še iz mojih prejšnjih vlog, veste, da sem jaz verjetno ta zadnji, ki bi udaril tolkov in dejal v nič sodno vejo oblasti. Sodna veja oblasti je ena od vej oblasti in sodniki so pač funkcionarji, po mojem mnenju, morda ni to najbolj ustrezna rešitev zlasti, tam od prve stopnje naprej, ampak kakorkoli že. So sodne veje oblasti in imajo izredno pomembno vlogo pri tudi omejevanju zakonodajne in pa izvršilne veje oblasti, da ta ne posega pretirano v sfero posameznika. In zato je seveda treba zagotoviti tudi drugačno imenovanje sodnikov. Se pravi, ne more biti ponovljivi mandat odvisen od politike, da tako rečemo. To, kar je največkrat strah v primeru, če se govori o ukinjanju trajnega mandata. Kar seveda pomeni, da bi dve možnosti sta. Ena varianta je zapisana v programu, obstaja tudi kakšna druga varianta, ki bi bila lahko enako možna. Eno je, da v prvi mandat imenuje Državni zbor sodnike, v vse nadaljnje Sodni svet, druga varianta je, da že v prvi mandat imenuje Sodni svet. Kar seveda potem pomeni, da če je imenovanje v rokah Sodnega sveta, ne more biti očitkov, da odloča o ponovitvi mandata, o ponovni izvolitvi v sodniški mandat politika in da mora biti sodnik, če hoče biti ponovno izvoljen, všečen politiki. In seveda, tretja posledica takšne ukinitve trajnega mandata je pa seveda sestava Sodnega sveta. Sodni svet je treba preoblikovati v tem smislu, da bi eno tretjino članov Sodnega sveta imenoval Državni zbor, eno tretjino imenoval predsednik republike in eno tretjino sodniki izmed sebe, se pravi sodniško društvo oziroma kakšna druga stanovska organizacija. S tem bi tudi nekako porazdelili to moč, predvsem bi pa zagotovili dvoje. Prvo, kar bi zagotovili, je to, da ne bi sodniki odločali o sami sebi. Veste, to je tako, kot če zdravniška zbornica, ki jo sestavljajo sami zdravniki,
odloča o odgovornosti zdravnika. Ne. Jaz sicer v tem trenutku težko najdem koga drugega, ne, ampak kakorkoli že. Ne morejo imeti, tako kot zdaj, večino v sodnem svetu sodniki in bojo sami o sebi odločali. Ne. To je možna sestava, ta tripartitna, ne. In drugo, rekel sem dvoje bi segali, drugo, kar bi dosegali, če bi dali ponovna imenovanja v roke sodnemu svetu ali pa celo že prva, bi se izognili temu, da bi kandidate za sodnikov pribijali na pranger, kar kot jaz temu včasih rečemo, vse veste, kaj je pranger. Ne? In namreč v državnem zboru se velikokrat lahko dogaja ravno to. Ne? Ko se vlečejo takšni, drugačni grehi, resnični, izmišljeni, ko se lahko posameznika, ki kandidira recimo za sodnika, tudi diskvalificira. To bi se opravljalo v okviru sodnega sveta. Lahko seveda obstajajo tudi druge variante, ne, ki enako zagotavljajo. Lahko bi recimo tudi predsednik republike imenoval na predlog sodnega sveta. Ampak bistvo je pač v tem, da se zagotovi, da sodnik, ki začne soditi, ne dobi takoj trajnega mandata, ampak da skozi ta ponovljivi mandat se ustvari nek selekcijski mehanizem in da ta selekcija ni v rokah politike, ampak je v rokah sodnega sveta, kjer sicer ima določen vpliv tudi politika, če rečemo, da državni zbor imenuje vendar ne prevladujočega, ampak uravnoteženega. Drugo, kar je poleg tega mandata še zelo pomembno, seveda učinkovitost sodišč in povečanje ali pa zahteva po povečanju učinkovitosti sodišč je seveda velja za vsa sodišča, od civilnih do kazenskih sodišč. Ne? In v nekaterih državah, recimo, to zagotavljajo zelo rigorozno, recimo, mogoče malo dalje primer, ampak v Kanadi je predpisano, da če država od trenutka, ko nekoga obtoži za kaznivo dejanje, če nekoga ni sposobna obsoditi v roku 2 let, mora kazenski pregon opustiti. Kar je pravzaprav z velika države lahko zelo huda posledica. Vendar, ne samo učinkovitost nasploh, tisto, kar se meni tudi zdi posebej pomembno, ravno z vidika odločanja o tistih eksistenčnih pravicah, ko se odloča o tem, ali bo posameznik lahko upravljal neko dejavnost, ali bo posameznik lahko pridobil neko socialno varstveno pravico, ali bo, na koncu lahko si nekaj izgradil. To so tiste osnovne pravice, o katerih se pa ne odloča pred civilnimi sodišči in pred kazenskimi, ampak v okviru najprej uprave, v upravnem postopku, nato pa pred upravnim sodiščem. In zaradi tega se mi zdi izredno pomembno doseči v upravnem sodstvu dvoje. Najprej glede upravnega sodstva bi bilo treba spremeniti zakonodajo, to je zakon o upravnem sporu, tako, da bi bilo odločanje, tako imenovane polne jurisdikcije, pravilo in ne izjema, kot je zdaj. Kaj to pomeni? Nekoliko poenostavljeno. To pomeni, da upravno sodišče, če bi ugotovilo, da je neka odločitev uprave, v najširšem smislu, kamor sodijo recimo do centri za socialno delo in tako naprej, nezakonita, ne vrača v ponovno odločanje upravi, ampak samo odloči. Torej, samo odloči o pravici. To bi skrajšalo čase in v bistvu tudi ne bi pretirano dodatno obremenilo upravnega sodišča. Upravno sodišče mora že zdaj, če ugotovi nezakonitost, upravnemu organu povedati, kaj mora storiti, kako mora uporabiti in razlagati pravo pri ponovnem odločanju. Če mu mora to vse povedati, je še majčkan napor, pa lahko samo svojo sodbo odloči tudi o sporni pravici. In razmisliti je treba, in mislim, da bi bilo to tudi treba narediti,
da se v upravnem sporu, ker to so specializirana sodišča, upravno sodišče je specializirano sodišče, ne, ki nadzira zakonitost delovanja uprave, ne, bi v upravnem sporu bilo ravno zaradi tega treba enako določiti rok za odločitev, kot to sicer velja za upravne organe, ki jih upravno sodišče nadzira. S tem bi prej hitreje prišli do pravnomočne odločitve, ki in praviloma je šele pravnomočnost tista največkrat, ko se lahko neka pravica dejansko začne uresničevati. In tretja stvar v zvezi z učinkovitostjo sodišča se pa ne nanaša toliko na sodišča, ampak na tiste, ki nastopajo v razmerju do sodišča. Namreč, sodni postopki niso vedno enostavni. In procesni zakoni, kakršni so bili sprejeti v tem mandatu, pa deloma tudi že v prejšnjem mandatu, so v bistvu, bom poenostavljeno rekel, nastopanje strank pred sodišči zelo otežili in zakomplicirali. Predvsem neuke stranke lahko že takoj na začetku vse zgubijo. Zaradi tega, ker ne vejo, da je treba nekaj storiti, ker kasneje ne bom mogel več storiti in sem s tem lahko zgubil tudi pravico. Kaj pomeni to? To pomeni, da je treba za določene postopke, predvsem za tiste postopke, kjer gre za te, kot sem rekel, eksistenčne pravice posameznikov, zagotoviti učinkovito pravno pomoč. Država mora biti tista, ki zagotovi učinkovito pravno pomoč. Mi imamo v tem trenutku zakon o pravni pomoči, zakon o brezplačni pravni pomoči, vendar je neučinkovita. Velikokrat se o brezplačni pravni pomoči odloča leto ali več. Vmes sem jaz že zamudil vse roke. In mi taka brezplačna pomoč enako koristi, kot mi koristi, če mi sodišče odloči po 5 letih o tem, kakšne stike imam lahko s svojim otrokom, ki je recimo pri bivši ženi vmes je otrok polnoleten. Zaradi česar je bilo pred kratkim celo ustavno sodišče obsojeno pred Evropskim sodiščem. Tako da to je tisto, kar je vedno, kadar seveda se predlagajo neki ukrepi, mora biti to v bistvu sistem večjih ukrepov, ki šele skupaj dajejo celoto. In to s tem tudi z pravno pomočjo, z učinkovito pravno pomočjo, ne bi dosegali samo učinkovitost dela sodišč, ampak dejansko višjo stopnjo učinkovitosti pravne države z vidika posameznika. Mogoče še samo en stavek, da bomo natančni. V delovnem načrtu našem smo naredili še en korak, kar se tiče samo omejitve politike, kar se tiče sodnega sveta. In smo dejali tako, najprej smo se pogovarjali z gospodom profesorjem, tako kot je on dejal, mi smo pa naredili še eno samo omejitev politike, da seveda po tretjinah, sestava sodnega sveta po tretjinah, pa vendar da je tretjina državni zbor na predlog predsednika imenuje v sodni svet, druga tretjina so stanovske organizacije, ki predlagajo, in tretja tretjina so seveda sodniki sami. To pomeni, da res nočemo imeti kakršnega koli očitka, očitka v smeri, češ politika se želi vmešavati in hoče stopati na polje neodvisnosti pravosodnega sistema, kakorkoli. Ne. Še enkrat, neodvisnost je sveta stvar in to je potrebno zagotoviti tudi skozi sodni svet. Torej, tu smo naredili še en korak nazaj, da se ognemo tem očitkom, pa da vendar pridemo do te učinkovitosti, ki jo potrebujemo skozi ukinitev trajnega mandata. No, če še jaz dodam en stavek, namreč ta
neodvisnost sodnikov, ki jo se dovaja v 125. členu Ustave. Zakaj je tudi tako pomembna vloga na prvostopenjskih sodiščih? V 125. členu Ustave res piše, da so sodniki pri opravljanju sodniške funkcije samostojni in neodvisni, ampak ta člen ima samo še en stavek naprej, ki je pa zelo pomemben. Vezani so na Ustavo in zakon. In to, da so vezani na Ustavo in zakon, pomeni kaj? To se večkrat pozablja. Vezanost na Ustavo in zakon ne pomeni samo, da sodijo na podlagi zakona, pa seveda tudi na podlagi Ustave, ampak da je skrb za ustavnost in zakonitost in za varstvo človekovih pravic že skrb prvostopenjskih sodnikov. Ustavnost in zakonitost ter varstvo človekovih pravic se začne na prvi stopnji, ne šele na ustavnem sodišču. In zaradi tega, tudi zaradi tega je ta naša pravna država neučinkovita, ker moram priti skozi vse stopnje sojenja, zato da tisto, kar bi se moralo zgoditi že na prvi stopnji, začne šele ustavno sodišče, ki pa potem trajno ponavlja, da ni samo še ena inštanca in mi pobudo ali pa ustavno pritožbo zavrne. In to je ta težava in to je tudi namen teh ukrepov. Najlepša hvala.